pozdravljeni. Moram reči, da sem res hvaležna, ker imamo veliko možnosti in priložnosti, da izmenjujemo ideje in se družimo. Kje, kdaj, zakaj, da ne samo preko televizijskih ekranov, vse to lahko pogledate na www.klepetobkavi.si. Tam imate eno tako ikonco dogodki, kliknete in preverite vse, kar se dogaja po vsej Sloveniji, kje nas lahko najdete in s kakšno tematiko. Poleg tega lahko na spletni strani najdete tudi vse minule posnetke oddaj, če ste kakšno zamonili, in verjamem, da ste jo. Zato si le vzemite čas in poglejte tisto, kar vas zanima. Ne pozabite deliti posnetke, da širite zavest tudi vi in date nek prispevek in vse uporabne stvari, ki jih boste izvedeli, ne jih zadrževati zase, ampak jih povejte tudi vašim sosedom, vašim sodelavcem. Dajmo se pogovarjati o teh stvarih in dajmo širiti vse te krasne informacije. Tudi danes jih boste izvedeli kar nekaj zelo, zelo zanimivih, kajti govorili bomo o nečem, kar je dostopno pravzaprav vsem. In je povsem zastonj. No, vse jaz še nisem videla gozda, da bi kje pobirali vstopnino, da si ga lahko greš ogledati. In roko na srce, Slovenija je, kar se gozdov tiče, zares zelo, zelo bogata. Obeta se nam krasen pogovor in lepo pozdravljen, dobrodošel. Zdaj, upam, da nismo pred časom, oziroma upam, da ne prihajajo ti časi, da boš mogel plačati vstopnino, da boš šel v gost na sprehod, ne? Čeprav vredno je pa ravno tukaj. Najprej hvala za povabilo, ampak so kraji na zemeljski obli, kjer moraš plačati za vstop v gozd. Namreč, moram tako reči, da so pokrajine, ki gozda nimajo, in tam je gozd nekaj posebnega. Takšna pokrajina, kot je pa naša, kjer je gozdnatost kar velika, okrog 60%, nam je pa samo po sebi pomembno, da je gozda dovolj in da lahko gremo v gozd, kadar hočemo, in da se lahko tudi tam obnašamo, kakor hočemo. Temu pa vedno ni tako, ne? Ja, vse lahko bi izkoristili to priložnost, ne? Ampak Kovačeva kobila je zmer bosa, ne, pravijo. Jaz tudi, ko sem živela zraven opere, nisem šla nikoli v opero, ko sem se pa preselila, sem hodila pa skozi tja. Ja. Bo treba ceniti. Tako je treba reči. V Sloveniji imamo nekje 460 tisoč lastnikov. In imamo na drugi strani 1.600.000 takšnih, ki gozda nimajo. To pomeni, da prihaja vedno do nekega konflikta med javnim in zasebnim interesom. Ampak na nek način imamo z zakonodajo to relativno dobro rešeno, tako da se ti konflikti ne poglabljajo. V bistvu bo pa v bližnji prihodnosti treba jasno doreči, kaj obiskovalec gozda sme in kaj lastnik gozda mora. To pa še ni tako eksplicitno dorečeno. Zdaj, če pogledamo recimo na gozd, gozdar ima drugačen pogled na gozd. Sodoben človek danes ima drugačen pogled na gozd. Ampak kaj vidi sodobni človek in kaj vidi recimo gozdar? Gozd bi lahko rekli, da je biologija, lahko bi rekli, da je fizika, lahko bi rekli, da je kemija, lahko je estetika, etika, marsikaj. Različni pogledi na gozd, različnega človeka, različni odgovori. Zagotovo pa lahko rečem, da gozd ni shema, gozd ni tovarna in gozd ni konfekcija. Tako da imamo eno srečo, da smo podedovali gozd od naših prednikov. Podedovali smo gozd od gozdarjev, ki so s tem gozdom skrbno in fantastično dobro delali. Sliko današnjega gozda je v bistvu slika dela naših prednikov. In v tem gozdu raste 71 avtohtonih drevesnih vrst, kar je fantastična pestrost v evropskem prostoru. V tem prostoru živi cirka 3000 različnih rastlinskih vrst in mogoče okrog 15.000 živalskih vrst. To se pravi fantastična pestrost, ki na nek način ohranja življenje tega prostora. Ampak a se bodo lahko tudi nam, recimo, čez 100 let na takšen način zahvaljevali v smislu, aha, to je delo naših prednikov, dobro so delali, se pravi danes ali delamo dobro za gozdove, za vse prihodnje generacije, ki prihajajo? Rad bi rekel da, vendar bom rekel ne vem. Ker vse preveč je gozdarstvo, gozd in posledično gozd odvisen od političnih odločitev. Trenutna politična slika je takšna, da bi temu lahko rekli. Kaj bo pa v bodoče? Pa ne vem. Namreč gozdarsko izobraženih politikov nimamo veliko, oziroma jih sploh nimamo. In slovenski gozdarji pač nismo takšni kot norveški, ki bi s politiko delali na daljši rok.
In jaz upam in želim, da bodo tisti, ki sprejmejo odločitve, spoznali in videli, da gozd ni rudnik lesa, pač pa, da je umna družba tista, ki v gozd vlaga kot v ekosistemske storitve. Pred kratkim sem brala recimo knjigo Skrivno življenje gozdov, kjer pravzaprav govori o tem, da ja, prvo kot prvo gozd ni rudnik lesa, drugo kot drugo pa, da so drevesa delujejo bolj kot družina oziroma zelo povezan ekosistem, ne pa kot posamezne enote, ki so pač skupaj postavljene. Ja. Jaz rad rečem, da je gozd najvišji stabilizator ali pa genialen varovalec življenja, ker je v njem je povezano vse z vsem. Gozdni strokovnjaki včasih mislimo, da dosti vemo, ampak če pošteno povemo, vemo lahko samo nekaj. Da gozd je kot neka črna skrinjica, ker vemo, kaj noter vstopa, pa kaj vemo, kaj iz njega izstopa. Vmes je pa mnogo, mnogo tega, ker se nik ne zavedamo, kaj se dogaja in kako je drug z drugim povezano. Namreč, kadar v življenju sam ne poznam odgovora, da grem poiskat v gozd, ko vidim, kako funkcionirajo osnovni procesi, energetski procesi, zlahka najdem rešitev tudi v profanem življenju. In tako to funkcionira. Jaz rad rečem, da je slovenski gozd kot Noetova barka. To je bila tudi izhodišče najnega današnjega pogovora. Zakaj? Na to Noetovo barko se zatekajo številne avtohtone rastline, rastlinske in živalske vrste in v gozdu ne poznamo plevela in ne poznamo škodljivih živalskih vrst, ker vsaka ima svojo vlogo. Samo ljudje včasih ne razumemo. To so izrazi iz kmetijstva. V gozd to ne sodi. Vsaka živalska in rastlinska vrsta ima v gozdu svojo vlogo. Katere so tiste živalske vrste v slovenskih gozdovih, ki so najpomembnejše mogoče, katere so mogoče tiste, ne vem, recimo število medvedov, včasih je to problem, jih je preveč, včasih je premalo, kako je pravzaprav s tem? Moram reči, da novice so polne vseh ostalih informacij o slovenskih gozdovih, ki so na nek način pljuča našega sveta celega, o tem pa se mi zdi, da premalo vemo. Jaz priznam, da ne vem tukaj, katere živali so recimo pomembne, katere so tiste, ok, razumem, srna, zajec, lisica, pol se mi pa že kar konča. Ptice. Vsaka živalska vrsta ima izjemno pomembno vlogo, pa se jo mogoče sploh ne zavedamo. Dosti govorimo o medvedu, ker pač Evropa je prepoznala v naših gozdovih prostor, kjer imajo te prosto živeče živali svoje mesto in se lahko prosto gibljajo. Dosti se govori o njih ravno zato, ker prihaja do konflikta med ljudmi in živalmi zaradi različnih interesov. Človeški faktor je pač pridobivanje dobrin, takšnih in drugačnih, živalska vrsta pa sam želi preživeti in včasih pride do konflikta. Je pa to hvaležna tema za senzacionalistične novice raznih rumenih tiskov in to se bere in to se prodaja. Medtem pa, če pogledamo samo eno veverico, veverica ima izjemno pomembno vlogo v gozdu, v smislu prenašanja, transporta, recimo gljiv, ki so simbiozne z drevesi, v svojem prehranskem ciklusu vključuje namreč tudi gljive, zakopava razne plodove in jih potem pozabi in zopet na ta način je dober pogozdovalec. In to so tiste vloge. Recimo divji prašič ga gledamo kot ogromno žival, ki dela škodo na polju, ampak istočasno je pomembni faktor pri raznašanju bukovega žira, recimo, ki se mu nabere med dlakami in ga mogoče kje naslednjih 20-30 metrov, pa 50-100 metrov, kje spusti na tla. Na tak način razširja semena dreves. To se pravi, da vsaka živalska vrsta, ki jo poznamo ali pa je ne poznamo, ima mesto v gozdu in ima tudi vlogo, pomembno vlogo v gozdu, ne glede na to, ali mi to vlogo poznamo ali ne prepoznamo. Absolutno. Nismo tukaj inteligentni, kot mislimo. Ja, mi smo sploh miselnost človeka, tam od srednjega veka naprej je takšna, da narava je od Boga poslana in človek je tist, da gospodari z njo in upravlja. V tem času, v teh zadnjih 500 letih, oziroma moram tako reči, če pogledamo še dalje nazaj, ko je človek postal poljedelec, se pravi 5000 let nazaj, je treba vedeti, da človek ni bil prebivalec gozda. Človek je bil prebivalec gozdnega roba, savane. In potem, ko je ta rob uničil, ko je uničil plodno zemljo zaradi pašništva, zaradi pluga in tako naprej, je prodiral dalje. In je
izsekal gozd in je prišel do plodnih tal. In potem je nadaljeval in je prišel v evropski prostor. Vmes je pa naredil eno ogabno skulpturo, ki jo vidimo z aviona, mediteranski prostor, ki je na pol gol. To je naredil človek s svojo dejavnostjo, ki se ni zavedal, jemal je gozdu. In kaj je jemal gozdu? Gozd je edini ekosistem na Zemlji, ki je sposoben delati rodovitno prst. Noben drug sistem tega ni sposoben. To naredi gozd. In en fizik je nekoč rekel, da v enem kubičnem centimetru gozdne prsti je toliko izumov, oziroma je več izumov, kot v celi vesoljski ladji. To se pravi, gozd je energetsko in snovno tako prepleten in zavarovan, da so izgube energije in snovi čim manjše. To se pravi, popolna reciklaža. Optimiziran do fundamenta. Točno to. Kaj bi morali od prednikov pobrati današnji lastniki slovenskih gozdov? Katera znanja so se znašla na taki poziciji, da so že mogoče skoraj pozabljena? Kaj bi morali vzdrževati naprej, na kakšen način? Glavna misel je medgeneracijska roka. Dobro. Oče v gozdu oblikuje gozd in dela ne za svojega sina, ampak za svojega vnuka. To je osnovno poslanstvo v gozdarstvu. Je pa res, da med 460 tisoč lastniki ni konfekcije. Imamo fantastične lastnike, ki poznajo svoj gozd do obisti, poznajo meje, poznajo vse, kar je potrebno narediti, so strokovnjaki v malem. Imamo pa tudi takšne, ki vedo samo približno občino, v kateri imajo gozd. Ne poznajo niti mej, niti kaj pa šele, da bi vedeli, kaj se v njihovem gozdu dogaja, oziroma imajo kakšne bolezni, škodljivce in tako naprej. To se pravi, odnos je relativen pri različnih lastnikih. Recimo, jaz postanem lastnik gozda. Kaj moram zdaj? A moram skrbeti za njega ali mu moram dati sam mir, da on to rihta sam, kar ima za zrihtati? Gozd ne potrebuje nobene trde roke. Kot lastnik oziroma kot lastnica je prav, da greš kdaj pa kdaj v ta gozd, se usedeš, se nasloniš na kako drevo, najdeš svojo drevesno vrsto, ki pripada tvojemu znamenju, se nasloniš in črpaš energijo in uživaš. Potem je prav, da poznaš svoje meje tega gozda, kaj je tvoje lastništvo, in da poznaš mejaše. Na tak način si naredila tudi družbeno koristno delo, ker si spoznala en krog ljudi, s katerimi se boš pajdašla, s katerimi se boš družila in mogoče tudi pogovarjala, tudi kakšne prijetne ljudi med temi najdeš. In ko boš to spoznala, če ne želi s tem gozdom delati po neki ekonomski logiki, to se pravi, da ne boš videla v tem gozdu rudnika lesa, ga lahko prepustiš razvoju, poslušaš gozdarja, če slučajno kdaj se zgodi kakšna neprilika, da napade, kakšno smo rekel, kakšen lubadar, da je treba prečasno reagirati, ker ti bodo gozdarji tako obvestili s tako imenovano odločbo, ki jo je treba izvesti. Drugače je pa gozd prepuščen svojemu naravnemu razvoju, namreč življenje človeka pa življenje gozda ne moreš primerjati, ker življenje človeka je prekratko v primerjavi z življenjem gozda. To se pravi, en moj delovni ciklus od začetka pa do penzije praktično predstavlja 1/3 gozdnega ciklusa nekega gozda. Moramo kar zavedati veličine tega gozda. A so povezani gozdovi in skrb za gozdove mogoče tudi s kakšnimi naravnimi katastrofami, ki se dogajajo v smislu, ne vem, poplav in vsega tega? Zanimivo. Jaz to rad povem, da naravnih katastrof ni. Dobro. So samo naravni dogodki, ki jih pa ljudje radi spremenimo v katastrofe. Zadnji tak dogodek, ki rečemo katastrofa, je bil žled, ki smo ga doživeli in posledično potem prenamnožitev podlubnikov. Ampak to je popolni naravni proces, ki pa je lastnikom gozda naredil ogromno gospodarsko škodo. V smislu naravnosti in stabilnosti je v tem trenutku gozd natanko tak, da je v tem trenutku najbolj stabilen. Zaprav, zgodila se je velika poškodovanost. Najprej se je zgodilo to, da je smreka rasla na področjih, kjer ni doma, ker smo ljudje tja prinesli za gospodarske učinkovitosti gozda. Potem se je zgodilo to, da je prišla huda ura in je žled poharil po gozdu. Poškodovana drevesa so zadišala določenim žuželkam, ki so se maksimalno razmnožile v kratkem času, našle so gostijo in so naredile v tem gozdu darmar. Drevesa so padla,
imela so totalno fešto. Za njimi, mi smo se trudili in se trudimo gozdarji, da poskušamo to gospodarsko škodo minimalizirati, odpraviti iz gozda, izpeljati tisti les, ki ima neko kvaliteto, ki se še da uporabiti. Ostalo se po gozdu pusti kot odmrla biomasa, ampak za temi podlubniki pridejo tudi njihovi predatorji, ki jih bodo spravili na kratko in to se bo zgodilo, se že dogaja, ampak v 2-3 letih bo tudi teh podlubnikov, lubadarjev, jih bo dosti manj in ne bodo ogrožali obstoječega gozda. Gozd se bo regeneriral in počasi sukcesijsko bo prišel do stabilnega gozda, do, mi pravimo temu, klimaksne združbe, to se pravi tiste najtežje združbe, ki tam raste. In zopet po naravnem procesu, če ni gozdarjev vmes, namreč bo prišli do tega, da nosilnost tal in nosilnost okolja bo za ta težka drevesa premala in že malo večji veter, potres, ne vem, sneg, bo gozd zrušil in po principu katastrofe bo vrgel sukcesijo za 1000 let nazaj in zopet bomo prihajali po sukcesijski poti do energetsko osnovnega stabilnega sistema. Gozdarji smo tu notri tisti pufer, ki poskušamo gozd držati v neki optimalni fazi, da iz gozda dobimo surovino, to se pravi les, in da imamo od tega gospodarsko korist. Ki pa je včasih, lahko rečem, zna biti tudi pretirana pri mnogo katerem lastniku. Kaj pa recimo pogozdovanje, ne? Zdaj ogromno, včasih stopim v kakšen gozd, pa vidim, tega so pa kar posekali, ne? So si pa kar vzeli, očitno doma kurjana drva, ne vem, kakorkoli že. A je pametno, da lastniki gozdov, da, ne vem, prinesejo sadike, grejo saditi, pomagajo gozdu, da bo še bolj, ne vem, košat, lepši, bogatejši in tako naprej? Ali moramo pustiti, da narava to sama zrihta, da veverička tam pozabi? Ja. Jaz rad rečem, da so pogozdovanja velika potuha lenim lastnikom pa lenim gozdarjem, oziroma pa nespametnim gozdarjem. Zakaj? Če gledamo popolnoma z ekonomskega vidika, je hektar obnovljenega gozda, je cena se giblje med 10 in 15 tisoč evrov po hektarju. Če pa mi odrasel gozd skupno, je pa cena nižja od 10 tisoč evrov po hektarju. To pravi, da ekonomska logika tukaj ne zdrži. Ampak še manj pa zdrži ekološka. Namreč, drevo, ki raste v nekem določenem prostoru, je maksimalen specialist tega prostora. Da je tista bukvica zrasla na tistem prostoru, je mogla propaditi 100 tisoč semen, mogoče milijon semen. In ta semena so padla, mnoga niso skelila, pojedle so živali, niso našla rodovitnih tal. Potem 100 tisoča so se v borbi pula za rast, za svetlobo. Morajo imeti morajo imeti srečo, da je nastal nek svetlobni jašek, da je bilo dovolj svetlobe. Če ni bilo tega jaška, je bukica propadla od spodaj. Res je lahko nekaj 10 let čakala, ampak če se svetlobni jašek ni pojavil, če neka odrasla bukov ni padla, potem je ta bukica propadla spodaj. In če je imela srečo, da se je pojavil svetlobni jašek, to se pravi borba za svetlobo, potem ni šprintalo eno drevo, ampak 100 dreves. In najboljše, med najboljšim je tam uspelo. In sedaj na ta prostor posekati, neumno posekati in prinesti bukov iz drugega konca Slovenije, tudi od nekega elitnega drevesa, to pomeni, ni specialist tega mikroprostora. Zato se to ne obnese dobro. Zato jaz pravim, dolgoročno ne smemo reči, gozdarji, da so sadnje nesmiselne. Marsikje z dobro izbranim semenskim materialom, za dobro pretuhtano lokacijo, s posamičnimi drevesi, to, ko smo pa nekoč delali, oziroma naši predniki tudi, ko so pogozdovali cele hektarje, to je pa nesmiselno dejanje. Se pravi, se moramo zavedati svojega mesta, da narava na koncu koncev vedno preživi z nami ali pa brez nas, se prilagodi, če bomo pa mi del tega, bomo pa še videli. Poglej, gozdarji smo tu zato, da energetske procese naravno samo usmerjamo. Svojo energijo v obliki umskega dela in minimalnega fizičnega dela porabljamo izključno zato, da naravne procese usmerjamo. Če pa mi na neko bukovo rastišče pridemo z neko drevesno vrsto, ki temu rastišču ni primerna, moramo pa vsako leto dati izjemno veliko fizičnega dela, da spravimo ta drevesca gor, temu rečemo tako, in potem skozi desetletja jih moramo dovajati vsako leto novo energijo in novo energijo
In to so kmetijski prijemi, to niso gozdarski prijemi. Hvala, ker ste. Tako vi, kot vsi ostali, ki se ukvarjajo z vsem tem. Najlepša hvala. Takole, spoštovani gledalci in gledalke, še kaj najdete na www.klepet@kavi.si in privoščite si kak sprehod po gozdu in opazujte ga tokrat z drugačnim razumevanjem in zavedanjem. Naj vam bo svetlo. Če si slišal oziroma slišala kaj zanimivega, daj potem deli tale posnetek s svojimi prijatelji na Facebooku, kjer nas seveda tudi najdeš pod Klepet ob kavi. Sicer pa raziskuj naprej vse Klepetove posnetke na YouTube kanalu in ne pozabi preveriti tudi spletne strani, in sicer www.klepetobkavi.si. Tam najdeš kup zanimivih novic, brezplačnih meditacij in drugih informacij, ki jih lahko porabiš za to, da boš živela oziroma živel bolj kvalitetno življenje.